Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Ste uganili, kdo se oglaša na posnetku? Ne? Se vam ne zdi, da med tem čivkanjem, godrnjanjem in muzanjem slišite človeške glasove? Če jih, niste edini. Tudi številni zoologi so tako menili. A so se zmotili, kot se pogosto motijo prebivalci etiopskega Simienskega gorovja. Tam so namreč nastali ti posnetki. Pa poglejmo, kdo se je oglašal. To so prisrčne opice gelade, sorodnice pavijanov, ki živijo samo v Etiopiji in nikjer drugje. Njihovo oglašanje so tamkajšnji prebivalci pogosto zamenjevali s človeškim. Pred dnevi pa so celo znanstveniki z Ameriške univerze Michigan potrdili, da so te vokalizacije in šobljenje ustnic, ki botruje njihovemu nastanku, presenetljivo podobni človeškemu vokaliziranju glasov. Kot je ugotovil Thor Bergman, ki je vodil raziskavo in njene rezultate pred dnevi objavil v znanstveni reviji Current Biology, so te vokalizacije in njihov ritem celo tako zelo podobne človeškim, da jih lahko utemeljeno smatramo za predhodnike človeškega govora. Če ste se torej kdaj vprašali, kako so se pravzaprav naši davni predniki nekoč pogovarjali, tu zdaj lahko vidite in slišite. Posnetki teh opic, ki jih okoliški prebivalci imenujejo strta srca, po rdečih znamenjih v obliki srca na oprsju, tako potrjujejo dosedanjo domnevo, da je imela pri nastanku človeškega govora veliko vlogo sposobnost šobljenja in tleskanja ustnic. To šobljenje in tleskanje z ustnicami, ki ga je kot prijateljsko gesto moč opaziti tudi pri drugih vrstah opic, je torej evolucijska predhodnica govora. Pri drugih vrstah opic se ta še ni razvila. Pri strtih srcih, ki smo jih videli na posnetkih, pa se je že dodobra uveljavila. Znanstveniki, ki so gelade odkrili in opazovali v odmaknjenih predelih Simienskega gorovja, so ugotovili, da se te opice res pogovarjajo. Pri tem, kar smo slišali in videli, gre torej za nekakšen mali klepet. In kako ga pojasnjujejo raziskovalci? Najprej poudarjajo, da so strta srca kljub svojemu vzdevku zelo družabne opice, ki jih odlikuje velik vokalni repertoar, izražen z uporabo zapletenih obraznih gibov. Ko so analizirali številne posnetke njihovih klepetov, so ugotovili, da ritem njihovega šobljenja ustnic zelo spominja na vrzeli med zlogi ali besedicami v številnih človeških jezikih. V članku v Current Biology so še pojasnili, da šobljenje ustnic pri drugih primatih nima te značilnosti govora. Oglašanja drugih opic večinoma obsegajo le en ali dva zloga in jim manjka hitro spreminjanje glasnosti in višine tonov, ki je značilna za govor gelad. Pri strtih srcih gre pri šobljenju ustnic, ki ga spremljajo glasovi, za izrazito družaben namen. Videti je, da je to način, kako strta srca med seboj prijateljujejo. Njihovo gestikuliranje z ustnicami in vokaliziranje ima torej značilnosti predhodnika jezika, je prepričan Thor Bergman. Kar je odkril pri geladah, tudi potrjuje, da jezik ni le odlično orodje za izmenjavo informacij, pač pa ima tudi družabno vlogo. Prav tako kot med nami torej. In kaj zdaj? V naslednji fazi, kot pojasnjuje Bergman, bodo proučevali namen zvokov in glasov, ki so jih posneli med geladami. V nasprotju z njihovim vzdevkom o strtih srcih Bergman domneva, da bodo nova proučevanja potrdila družabni namen njihovega oglašanja in gestikuliranja.